Dober večer. Veste, res je dober večer. Nocoj je sveti večer. Zato sem temu večeru namenil dve po evangeliju prirejeni zgodbici Boba Hartmana iz knjigice Zgodbe za Božič, ki je bila izdana pri založbi Ognjišče. Prisluhnite. Hrupen hlev. Nič posebnega ni bil. Čisto navaden hlev. Tudi glasovi so bili takšni, kakršni so pač v hlevu. Globok velike črne krave, glasen majhnega rjavega oslička ter golobo, jagenčka in neslišna hoja pajka, ki je lezel čez steno. Potem pa se je zaslišal še en glas. Čisto drugačen in za hlev zelo nenavaden. Še nikoli prej ga niso slišali v hlevu. Oster jok novorojenčka. To je bil seveda Marijin otrok. Otrok, ki ga je angel Gabriel obljubil njej. Toda to ni bil navaden otrok. To je bil Jezus, Božji izvoljenec. Krava je mukala, osel je rigal, golob je grulil, jagnje je meketalo in pajek se je hitro vrnil nazaj v svojo mrežo. To je bil čisto navaden hlev. Z glasovi, kakršnih smo vajeni v hlevu. In s tako izrednim otrokom. Pridni angel Gabriel pa je moral opraviti še eno božično nalogo. Nekomu je moral sporočiti, da se je rodil otrok. Jezus. Lahko bi to sporočil kakšnemu mogočniku, recimo kralju. Lahko bi to sporočil verskim voditeljem, recimo velikemu duhovniku. Lahko bi to povedal kakršnem koli premožnemu človeku, recimo najbogatejšemu možu v Betlehemu. On pa je novico prinesel pastirjem. Preprostim in navadnim ljudem, kot sva ti in jaz. Čuvali so svoje ovce zunaj na poljanah. Bilo je pozno in tema, nekateri so že odšli spat. Takrat pa se je pojavil Gabriel, svetel in sijoč, žareč in zlat, prav tak, kot se je prikazal Mariji in Zahariju. Ne bojte se, je rekel pastirjem in se nasmehnil, ko je ugotovil, kako smešno se to sliši. Seveda so se prestrašili, kdo se ne bi. Še nikoli prej niso videli angela. Zato so se tresli in trepetali kot prestrašene ovce. Veselo novico vam oznanjam, je pojasnil Gabriel. Bog je poslal nekoga, ki je nekaj posebnega, da bi prinesel veselje na ta temačni svet. Nocoj je bil rojen nekdo nedaleč od tod, v Betlehemu. Pojdite in ga boste našli. Dete, povito v plenice in položeno v jasli. In tedaj nenadoma Gabriel ni bil več sam. Pridružili so se mu angeli, ki so bili videti
kakor ovce. Najprej je svetloba, ki so jo odsevali na temnem nebu, razsvetlila živali na hribu spodaj. Tedaj pa so pastirji videli, kako so angeli razširili svoja krila in začeli peti. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Ko so nehali peti, so izginili in pustili pastirje same. Vse se je zgodilo v trenutku. Pastirji so skočili po konci in prišli v Betlehem. Našli so Marijo in Jožefa in otroka v jaslih. Ko so gostilničarji njegovi ženi in vsem, ki so jih hoteli poslušati, opisali, kaj so videli, so se vsi čudili in bili osupli. Vsi, ne pa Marija, ki se je smehljala in prikimavala, kot bi pričakovala, da se bo vse dogajalo točno tako. Potem so se pastirji veseli in pojoč vrnili nazaj na svoje pašnike. Toda še vedno so se ozirali v nebo, če bi slučajno na nebu se spet pojavila kakšna svetla jata angelov. Tako, dragi moji, želim vam blagoslovljen Božič in blagoslovljeno novo leto. Sedaj pa vas bom pustil skupaj z Jezusom, ki že čaka pred vrati, le še pozvoniti mora. Nasvidenje.